Moški imajo pogosto težave z uriniranjem. Večinoma te težave pripisujejo bolezni prostate. Vemo pa, da sečila, kjer se proizvaja urin in nato hrani urin v sečnem mehurju, z leti postajajo starejša. Starejša sečila pa povzročajo različne težave pri uriniranju. Torej ni prostata kriva za vse te težave, je pa velikokrat osnovni vzrok. Moški z mikcijskimi težavami v smislu težav pri zadrževanju urina, kot tudi pri praznjenju mehurja, pogosto poiščejo pomoč pri osebnem zdravniku. Še vedno pa se dogaja, da moški trpijo s temi težavami oziroma se ne odločijo za posvet pri osebnem zdravniku. Težave, kot je slab curek urina, prekinjajoč curek urina, pogosto nočno uriniranje, nam govorijo za bolezni spodnjih sečil. Ti moški naj obiščejo osebnega zdravnika in se z njim pogovorijo o možnih načinih zdravljenja oziroma diagnostike teh težav. Veliko se govori o raku na prostati, ki je najpogostejši rak pri moškem. Diagnostika raka na prostati lahko spremeni življenje. Moški, ki imajo težave oziroma napredovalnega raka prostate, potrebujejo zdravljenje. So pa tudi rakava obolenja, ki jih samo spremljamo. Tudi tem moškim svetujemo, da se posvetujejo z osebnim zdravnikom oziroma z urologom, da se odločijo, kateri način spremljanja oziroma zdravljenja rakave bolezni prostate je za njih najbolj ugodno. Veliko se govori o določanju vrednosti PSA v serumu. PSA je označevalec za bolezni prostate, ni označevalec za raka na prostati. Vsaj 6 moških ima povišano vrednost PSA v serumu, da ima od tega eden od njih raka na prostati. Torej, določanje vrednosti PSA je smiselno pri moških, ki imajo težave pri uriniranju oziroma pri moških, ki jih skrbi njihova prostata oziroma so zaskrbljeni za stanje prostate. Vrednost PSA se lahko določi v ambulanti osebnega zdravnika ali pa tudi v urološki ambulanti. Trenutno pa še ni potrebe, da bi vsi moškim določali vrednost PSA kot nekakšna presejalna metoda. V tem primeru bi nastali določeni problemi glede diagnostike oziroma potrebe po zdravljenju bolezni prostate. Najpogostejša bolezen prostate pa je benigno povečanje prostate, ki povzroča težave z uriniranjem. V današnjem času imamo na voljo različne načine zdravljenja. Svetujemo preglede, da se oceni stanje prostate in se uvede lahko medikamentozno zdravljenje, ki zmanjša težave pri uriniranju oziroma težave pri odvajanju urina. Tem moškim svetujemo, da se prav tako posvetujejo z osebnim zdravnikom, ki lahko uvede zdravljenje povečanja prostate ali bolnika napoti v urološko obravnavo. Torej, moški, ki imajo težave z uriniranjem oziroma moški, ki jih skrbi za njihovo stanje prostate, naj se posvetujejo pri osebnem zdravniku, kjer se lahko napravi celotna diagnostika oziroma zdravljenje ali pa se bolnika napoti tudi v obravnavo k urologu.